Podcast Finance. Z nasveti iz prve roke dodajamo vrednost. Jaz temu ne bi rekel družbena politika, to je pač politika skupine ljudi, ki se je odločila, da bo obdavčevala samo stanovanjske nepremičnine. Tega se je treba lotiti sistemsko, pa nikakor po mojem ne tako pobalinsko, rekel, kot je bilo zdaj, toliko, kot bomo tukaj pobrali, toliko bomo tam razbremenili. To se mi zdi malo tako, ne vem, ne dobi človek dobrega občutka, ko mu vlada tak predlog predstavi. Vrednost vseh nepremičnin v Sloveniji je lani po oceni geodetske uprave znašala 280 milijard evrov. Zajetno premoženje, ki bi, če bi ga država ustrezno obdavčila, lahko občutno okrepila proračun. Spremembe na področju obdavčitve nepremičnin je v preteklosti napovedovalo več vlad, a doslej pri tem ni bila uspešna nobena. Najbližje uspehu je bila vlada Alenke Bratušek, ki je nepremičninski zakon konec leta 2013 celo uspelo spraviti skozi parlament, vendar ga je nato razveljavilo Ustavno sodišče. K napovednim nepremičninskega davka je gotovo prispevala tudi ugotovitev z dolgo brado, da je v Sloveniji preveč obremenjeno delo, premalo pa obdavčeno premoženje. Komentira Boštjan Udovič, direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri Gospodarski zbornici Slovenije. Definitivno se strinjam, preveč so obremenjene plače, predvsem na strani prispevkov. Je pa res težko z vidika države, jih razumem, kako zdaj razbremeniti plače v tem trenutku, pa potem pripravljati davek na premoženje ali pa na nepremičnine, ker takoj si znižaš prihodke davčne in potem čakaš, da boš dobil na drugi strani prihodke, ki pa jih mogoče nikoli ne bo, ker nisi prepričan v ta postopek. Ni zavidljiva situacija, ampak dlje kot odlašamo, težje bo. Razumem pa, da so vse vlade o tem govorile, ker nas je OECD o tem opozarjal že 20 let. Podcast Finance. Z vami je Tomi Gračanin. Vse bolj se zdi, da kljub visoko letečim obljubam nepremičninskega davka ne bo uvedla niti vlada Roberta Goloba. Izhodišča so predstavili tik pred lanskim božičem, a jih je v javni razpravi bolj ali manj raztrgala strokovna in širša javnost, pa tudi del politike. Sedaj na Ministrstvu za finance pišejo predlog zakona, ki po naših informacijah ne bo imel veliko, če sploh kaj skupnega s predstavljenimi izhodišči. Zato nas bo zanimalo, kakšen zakon bi morali spisati, da bi bil deležen vse določene podpore v javnosti. Kako se izogniti nevarnosti, da bi morebitni sprejeti zakon razveljavilo Ustavno sodišče? Ali je vlada želela svojim predlogom izhodišč pobiti preveč muh na en mah? In kaj je bilo z izhodišči tako narobe, da so proti njim ustali tako sindikati kot podjetniki, tako upokojenci kot nepremičninski magnati? Prva težava je previsoka davčna stopnja, pravi davčni strokovnjak Ivan Simič. Torej, ta stopnja, ki so oni predlagali 1,45, pomeni v 69 letih tam nekje plačaš preko davka še enkrat to isto nepremičnino. Strinja se odvetnik za davčno pravo Jernej Podlipnik. Mislim, gotovo davčna stopnja je pravzaprav pretirana, po mojem občutku. Seveda zato, ker pravzaprav še enkrat, to je tisto, se vrača na tisto, kar je bilo prej povedano, da je ta davčna stopnja ni imela pravzaprav za cilj poštena obdavčitev premoženja, ampak pravzaprav na nek način v narekovaju seveda kaznovati tiste, ki imajo pravzaprav to presežno premoženje, češ nek davek na luksus, da bi to premoženje nekako aktivirali, in seveda je logično, če imaš pa za cilj končni pobrati toliko ali pa zbrati toliko sredstev, potem premoženje je toliko pa toliko, lahko pravzaprav dosežeš to samo na ta zadnjem elementu, to pa je pravzaprav na davčni stopnji. Skratka, pač tle je treba sigurno, tudi če bi se za nekaj takega politika odločila, znižati to obremenitev, ki je pravzaprav na nek način previsoka. Podlipnik je sicer tudi član strateškega sveta za davke, ki bo ministru Boštjančiču svetoval, kaj naj zapiše v predlog zakona. Že leta 2015, v času Cerarjeve vlade, pa je bil v projektni skupini, ki se ukvarjala z nepremičninskim davkom. Smo v teh 10 letih kaj bliže uvedbi tega davka? Ja, nažalost v bistvu ne, zato ker je zdaj v bistvu želijo biti koncepti popolnoma drugačni kot tisti, ki so bili takrat, zdaj se v bistvu ne želi nadomestiti vse obstoječe premoženjske davke na nepremičnine z enim enotnim davkom, ampak se v bistvu krpa en drug problem nedostopnosti stanovanjskih nepremičnin, pa pomanjkanje stanovanjskih nepremičnin. Pri tem pa ni pomembno le davčno, ampak tudi ustavno pravo. Previsok davek lahko namreč pomeni prekomeren poseg v pravico do zasebne lastnine. razlaga Matija Urankar, vodja oddelka za ustavno pravo v odvetniški pisarni Senica in partnerji.
Po stališču našega ustavnega sodišča, ki nekako povzema sodno prakso nemškega ustavnega sodišča, v primeru, ko država z predpisanim ukrepom, torej davkom, ne poseže v več kot polovico donosa, govorimo na letni ravni, ne govorimo o posegu v lastninsko pravico, ampak v bistvu o načinu njenega izvrševanja. Torej, v tem primeru je takšen davek nek integralni del socialne funkcije lastnine, če poenostavim. Zdaj, kar sem zdaj upozoril, to je davek na donose, mi pa tu govorimo o davku na premoženje. Nekako tu, poenostavljeno povedano, mislim, da bi morali pristopiti do vprašanja z vidika presoje, v kolikšnem času se v bistvu z davkom v celoti zajede v substanco tega premoženja. In po naših izračunih v primeru efektivne davčne stopnje, ki presega 1,5 na leto procenta, v 66 letih posameznik v resnici v celoti za davkom, če ga plačuje, vrne vrednost te nepremičnine oziroma premoženja državi. Višja kot je davčna stopnja, večja je motivacija posameznega zavezanca, da se bo izogibal. In poti se vedno najdejo. Če bi bila davčna stopnja, 0,1%, se skoraj nihče ne bi ukvarjal s tem, da se bo izognil temu, ker je to relativno majhno breme. Če je pa 1,45, bojo pa naredili vse, da se izognejo. Prenašali lastništvo, na črno fiktivne pogodbe sklepali in tako naprej. Poleg tega so notri v tem predlogu oziroma izhodiščih, so nekatere takšne rešitve, da se ljudje držijo kar za glavo, kot recimo, da bo isto obdavčena nepremičnina, v kateri bo živel tvoj, oče ali tvoja hčerka ali ne vem kaj, in ideja potem ministra Boštjančiča, če se ne motim, je bila oziroma izjavil je nekaj podobnega v stilu, da je to v bistvu v redu, da naj potem starši hitro prepišajo nepremičnine na svoje otroke. Vemo pa, da so zgodbe različne. Tako da kdaj je to pametno, pa kdaj ne, druga zgodba. Dodaja novinarka Financ Tanja Smrekar. Problem je razlikovanje med rezidenčnimi in nerezidenčnimi nepremičninami, kar je bil eden od razlogov za razveljavitev zakona, ki ga je leta 2013 sprejela vlada Alenke Bratušek. Druga zadeva, ki pa je gotovo ustavnopravno sporna, je pa ta obdavčitev nerezidenčnih nepremičnin, kar nasploh vseh. Zdaj, marsikdo ima nerezidenčne nepremičnine, ki v bistvu ne ustvarjajo donosa, ker jo daje v brezplačno uporabo sorodnikom, prijateljem, skratka ne ustvarjajo te druge in tretje nerezidenčne nepremičnine nobenega donosa, bi jih pa naj zdaj ta davek zajel. Z vidika načela enakosti in tudi davčne pravičnosti, ki je v resnici nekakšno specialno načelo na področju davkov, ustavno načelo, se kaže takšna rešitev zelo sporna. To je tudi ustavno sodišče v resnici upozorilo v tisti odločbi iz leta 2014, tudi potem ločena mnenja ustavnih sodnikov, ki so bila napisana, so to zelo barvito opisala in izpostavila, in mislim, da je to eden izmed večjih problemov tega predloga. Z ustavnim sodiščem pa so začeli po predstavitvi izhodišč žugati tudi župani, saj so prepričani, da bi država pobrala denar, ki bi ga morale dobiti občine. Ja, to je zdaj spet povezano s tistim, kar govoriva pravzaprav že ves čas. Če to gledamo kot klasičen nepremičninski davek, je pravzaprav glede na tisto stališče ustavnega sodišča, bi to moral biti pravzaprav prihodek občin, saj v pretežnem delu. Država bi si lahko vzela en delež za to, ker ga pač za občine pobira, in ima seveda s tem določene stroške. Drugače pa tudi z tega vidika seveda ukinitev davka od premoženja, to kolikor vem, ni bilo v soglasju z občinami. Res, da je tega davka na letni ravni cirka 10 milijonov, skratka, ni to nek podpomemben znesek, pa kljub vsemu, občine gotovo ne bojo se kar tako odpovedali tem, tudi magar 10 milijonom. Skratka, tukaj je ta ovira gotov, pri sprejemanju zakonodaje gotov problem. Ustava terja finančno in funkcionalno avtonomijo lokalnih skupnosti, občin, če poenostavim. Nekako je davek, ki je pobran iz naslova nepremičnin oziroma nekega nepremičnega premoženja, naj bi pripadal občinam, lokalnim skupnostim. Zdaj, policy za tem je zelo utemeljen. Nepremičnine se nahajajo
na določenem območju, občina potem ta sredstva seveda uporablja za razvoj svoje prostorske politike, lahko celo usmerja. Tako da ti davki, ki v osnovi bi morali pripasti samoupravnim lokalnim skupnostim v pretežnem delu, pač morajo slediti tej logiki. In po predlogu izhodišč bi celoten nepremičninski davek, če ga zdaj tako imenujemo, davek iz naslova nerezidenčnih nepremičnin, pripadal državi. Država bi sicer potem to lahko razdelila med občine, ampak po ustaljeni sodni praksi Ustavnega sodišča mora takšen vir primarno pripasti občini. Ker če ga država deli, potem tu ne moremo v resnici govoriti o finančni in funkcionalni neodvisnosti, ampak je to odvisnost, ker država pač potem to lahko razdeli, upoštevaje svojo politiko in tako dalje. Tako da to je en velik problem in kot sem videl, so že različne skupnosti občin to izpostavile. In mislim, da bo to tudi eno izmed ključnih vprašanj, če bi davek bil sprejet v takšni obliki. Mnogi pa so, poleg vsebine, kritični tudi do vladne poteze, ki je tik pred prazniki objavila precej ohlapna izhodišča na nekaj straneh. Veste, kaj bilo je novo leto, ljudje se bodo družili, zakaj dajmo jim nekaj, da se bodo pogovarjali o tistem, ne pa o čemerkoli drugemu. To je za mene en razlog, ker drugače tega ne narediš pred novoletnimi prazniki, pred božičnimi prazniki, tudi, ki je bilo 23. decembra. Poleg tega ne veš, kako bi neko zadevo izvedel in potem rečeš, bomo dali nekaj izhodišča in bomo pričakovali, da bomo dobili pripombe in ko bomo dobili pripombe, takrat smo odločili, kaj je, ker tudi tako so se zagovarjali in predsednik vlade in finančni minister, da so oni pač dali samo izhodišča in ljudje so dali pripombe na izhodišča, ampak izhodišča so pač bila res, bom rekel, malo nenavadna. Jaz pač ne vem, meni se zdi škoda, da se recimo mesece in mesece porabi časa za neke stvari, ki potem padajo v vodo in ki so že v štartu, kot je pri tem nepremičninskem davku, tako nemogoče predstavljene, recimo, da imaš občutek, kot da se nekdo, če lepo rečem, malo heca iz tebe. Ne moreš ti pridati z nekimi izhodišči o 1,45% obremenitvi, z olajšavami v višini najemnine, ki bi potem lahko samo še višale najemnine, medtem ko hkrati rečeš, da bo to zboljšalo dostopnost do stanovanj, ker je že takoj zelo na trhlih nogah, in potem rečeš, da boš dobil od tega 600 milijonov evrov, pri čemer od NUSZ cela država pobere, oziroma občine, 300 milijonov evrov, ker ni jasno, od kje bi se teh 600 milijonov evrov sploh dobilo, ker ni jasna analiza, oziroma sploh ne vem, kakšna je ta analiza, na podlagi katere so prišli do te številke, ampak so rekli, da pač je in je verodostojno, ne vem. No in vse to skupaj se zdi, recimo, mogoče metanje časa, čas pa je tudi denar, skozi okno, ne vem. Jaz sicer nisem finančnik, ampak meni se zdi pravzaprav to precej nerealno, to je mogoče pravzaprav tudi vprašanje, kako so te izračuni bili narejeni, jaz sem občutek, da je šlo to precej čez palec, in da to je pravzaprav neka ideja, ki ne bo na koncu ali pa ne bi smela takega velikega zneska prinesti v proračun, in seveda potem posledično tudi ni možno toliko znižati obremenitve plač na račun obremenitve z dohodkom. Zdi se, da je vlada v izhodiščih želela z nepremičninskim davkom ubiti preveč muh na en mah, povečati ponudbo stanovanj in znižati cene, ob tem pa pobrati še 600 milijonov evrov, s katerimi bi razbremenili plače. Ja, zgledalo je kot nek spisek želja, ki jih želijo, in malo je verjetno tudi političnega preigravanja in političnih zahtev. Dejstvo je, da so si v koalicijsko pogodbo zapisali kar ambiciozne načrte na tem področju in smo bili takrat pozitivno presenečeni, ampak se zdaj v 2 letih skoraj nič od tega ni izpolnilo. Eden od očitkov naših je že tudi v to smer, da ni smiselno začeti z davkom in sploh ne s takim rigoroznim davkom. Če želimo res aktivirati prazne nepremičnine z namenom, da se uredi stanovanjski trg, kar seveda nesporno je legitimni cilj in temu nihče ne more oporekati, potem verjetno obstajajo drugi, primernejši ukrepi. Različne države imajo različne ureditve, ampak nekako je ta diskrepanca med tem, kar naj bi ta davek pri nas zasledoval, in med tem, kar bo dejanski učinek tega, kot so mnogi strokovnjaki opozorili.
Ja, mislim, te cilji, ki ste jih omenili, se pač večkrat izključujejo sami med sabo. Zdaj, če želimo spodbuditi ljudi, da dajo stanovanje na trg, si s tem zmanjšajo davčno obveznost, saj tak je bil namen. To pomeni, da bo seveda sredstev, ki bodo iz tega naslova pripadala v proračun, torej logično nižja. To pomeni seveda, da bo pač manjši tisti znesek, za katerim bom češ mogoče razbremeniti te plače, Pričemer so tudi nekatere od teh idej, na kakšen način ne bi se to zgodilo, sej vem, da to še niso v bistvu rešitve, so kar nekaj od teh malo smečken spornih na ta način. Davčni svetovalec Simič pa opozarja, da pri Golobovih načrtih ne bi smeli govoriti o razbremenitvi plač, saj gre v resnici za nekaj drugega. Zvišanje neto plač. Torej, on je to povedal in zdaj si pričakujemo, da bodo to zadevo izvedli. Tam je bilo govora, da bodo nekateri prihranili oziroma dobili 320 evrov več, drugi bodo dobili 520 evrov, spustili so tretjo rubriko ljudi, tisti, ki imajo najvišje plače, ki so v dohodninskem razredu nad 50%, tisti bodo pa prihranili 1000 evrov. Torej, oni, kot so rekli, jaz bi rekel, da je to nekako Robin Hood vzame bogatim in da bogatim, ker bogati bodo največ dobili. To, kar oni nameravajo, to ni razbremenitev plač. Jaz pod pojmem razbremenitev plač razumem, da zmanjšaš neke prispevke ali dohodnino ali pa prispevke. To, kar oni delajo, je povečanje neto plač in nič drugega. Ali torej po njegovem mnenju z davki ne bi smeli, kot pojasnjujejo na vladi, zasledovati ciljev družbene politike? Mislim, jaz temu ne bi rekel družbena politika, to je pač politika skupine ljudi, ki se odločajo, da bo obdavčevala samo stanovanjske nepremičnine. Veste, če ljudje so pridni in varčujejo in imajo nek denar in če banke garantirajo oziroma država garantira za vloge v bankah samo do 100 000 evrov, potem si kupiš nekaj tistega, kar je bolj garantirano. In če se ljudje odločijo za kupiti nepremičnine, ne vidim razloga, zakaj bi jih potem bilo treba zaradi tega obdavčevati. Poleg tega pa država ni naredila nič, tudi ta vlada ne, na temu, da bi zaščitila najemodajalce. Vsi tisti, ki so kdajkoli dajali v najem, vedo, v kakšnem stanju lahko dobijo stanovanja nazaj, ne plačamo najemnino, ne morejo jih izseliti in tako naprej. In jaz imam pomisleke zaradi tega, ker ne moreš obdavčevati samo eno premoženje, pomeni tisto, kar je v betonu in v opekah, ne obdavčuješ pa vsega drugega premoženja, ki ga nekdo ima. Podcast Finance. Z nasveti iz prve roke dodajamo vrednost. V javnomnenjski raziskavi, ki jo je januarja 2024, torej skoraj leto pred vladnimi izhodišči opravil Inštitut Mediana, je nekaj več kot 11% vprašanih ocenilo, da bi morala vlada obdavčiti vse nepremičnine. 32,6% bi jih obdavčilo samo drugo nepremičnino in vse nadaljne. 17% vprašanih meni, da bi bilo treba obdavčiti samo nepremičnine, ki se oddajajo v kratkoročni najem. Več kot 34% vprašanih je ocenilo, da spremembe na področju obdavčitve nepremičnin niso potrebne. Dobra polovica vprašanih je torej proti nepremičninskemu davku oziroma bi obdavčili le tiste, ki stanovanja oddajajo turistom. Nasprotovanje spremembam na področju obdavčitve nepremičnin je gotovo tudi posledica dejstva, da je kar 75% stanovanj v Sloveniji lastniških, kar je visoko nad evropskim povprečjem. Slovenci smo pravzaprav lastniki, pa imamo radi pravzaprav to nepremično premoženje, bolj kot mogoče nekateri drugi narodi, in posledično je marsikdo, tako z leve, kot z desne političnega spektra, je pravzaprav občutljiv na to. In če seveda vsakič, ko uvajaš neko dajatev, ki povečuje, pravzaprav seveda naletiš na odpor tako z ene kot z druge strani. Razlogi so verjetno večplastni. Eden od njih je tisto, kar sem na začetku omenil, da je velika večina državljanov lastnikov nepremičnine. Seveda to vedno in povsod nepriljubljen ukrep. Zdaj, da se to tudi PR-ovsko rešiti, pa ljudem povedati po eni strani, če boste plačali nekaj več zaradi lastništva premoženja, boste dobili pa nekaj več pri plačah in boste lahko s tem lažje razpolagali. Ampak se pravim, tega se je treba lotiti sistemsko, pa nikakor po mojem tako pobalinsko, kot je bilo zdaj, toliko, kot bomo tukaj pobrali, toliko bomo tam razbremenili. To se mi zdi malo tako, ne vem, ne dobi človek dobrega občutka, ko mu vlada tak predlog predstavi.
Kako bi se torej na Ministrstvu za finance morali lotiti pisanja zakona, da bi šel skozi tako v javnosti kot na Ustavnem sodišču? Se pravi, širok sistemski nepremičninski davek, ki bi zajel z neko majhno davčno stopnjo vse nepremičnine, potem pa lahko seveda se malo tudi zagotovi neko progresijo, ne, v smislu, da so večvredne nepremičnine lahko malo več obdavčene, in da bi s tem davkom nadomestili vse obstoječe davke, ki izvirajo iz bivšega sistema in so že itak sami po sebi ustavno sporni, recimo. Ne. Prva stvar, ki jo je tu treba poudariti, je, da predlog oziroma izhodišča podajajo neke premise, ki se kažejo na prvi pogled ustavno sporne. Jaz mislim, da bi bilo treba izhajati iz tiste odločbe, ki je Ustavno sodišče že izdalo leta 2014 in kjer so kar nekaj pomembnih premis nanizali. Za začetek bi pojasnil, da sama uvedba davka na nepremičnine per se, torej sama po sebi ni sporna, kar se nekako poskuša ustvariti vtis v javnosti. Pravno ni sporna. Ne? Redko katera država v resnici v sklopu OECD ne pozna takšnega ali drugačnega davka na nepremičnine. Zdaj, kako ga imenuje, druga stvar. Je pa seveda pomembno, da je ta davek nastavljen tako, da zadosti tistim zahtevam, ki jih je Ustavno sodišče nekako posredno omenilo v odločbi iz leta 2014. Če bi takrat takoj popravili tiste napake, ki so bile razlog, da pač, ki je Ustavno sodišče dalo svoje pomisleke, bi ta zakon že imeli, takrat se pač niso odločili in zdaj imamo še naprej nadomestilo za upravo stavnega zemljišča in pa davek na premoženje. Simič tudi predlaga, da bi morali obdavčiti vse premoženje, ne le stanovanjskih nepremičnin. Moj predlog je, po zadnji, ki sem ga naredil po nekih mojih izračunih, je 0,2% na vrednost, ki je v GURS-u, na vrednost, ki je, če govorimo o obdavčitvi tudi deležev podjetij, je osnovni kapital ali pa denar, ki ga imaš v banki. Obdavčitev sredstev v bankah imajo tudi nekatere druge države, samo da imajo tiste zneske više dvignjeno, zato sem tudi predlagal, da bi pri tej moji varianti, ki gre za obdavčitev premoženja, da bi bil tudi limit 200.000 evrov, ki se pa lahko potem, kad delaš izračune, se lahko tudi dvigne na 250 ali pa 300. To bi bila tista meja, do katere ne bi bilo obdavčitve nobenega premoženja, niti denarja v bankah. In ko ugotovimo, koliko ljudi ima, bom rekel, nad 250.000 ali pa nad 200.000 bankah, vidimo, da tega ni tako veliko in zaradi tega. Ampak veste, vsak gleda, pri vsaki zakonodaji gleda vsak samo sebe. In zaradi tega so tudi lahko nasprotniki, bom rekel, taki ljudje, ki nasprotujejo mojemu predlogu za obdavčitev vsega premoženja, ker sebe vidijo tam. Ne? Ampak pravim, da pa ni pošteno samo določene ljudi obdavčiti, to je tiste, ki imajo stanovanjske nepremičnine ali pa stavbna zemljišča. Vendar iz vlade vse skozi poudarjajo, da je njihov namen predvsem ureditev nepremičninskega trga in aktivacija praznih nepremičnin. Kaj lahko vlada naredi za dosego teh ciljev, razen žuganja z davkom na nepremičnine? Kaj lahko naredi? Najprej recimo naj uredi najemni trg in sicer tako, da imaš ti tudi neko varnost kot najemodajalec. Ne? Potem naj uredi recimo prostorsko zakonodajo, kjer bi bila dostopnost do stanovanj boljša, če bi se lahko hitreje, z manj birokratskimi ovirami gradilo. Seveda s tem ne mislim, da bi se lahko kar vse povprek gradilo, ampak recimo ne pa s takšnimi ovirami tam, kjer recimo ni potrebe, ker je recimo itak že neka površina, ki ni uporabna za druge namene. Po eni strani je treba povečati ponudbo, da povečamo ponudbo je treba olajšati gradnjo, olajšati postopke pridobivanja gradbenih dovoljenj, umeščanje v prostor, določene postopke poceniti. Na drugi strani, kar ste rekel, kar je vlada tudi zdaj omenila v teh izhodiščih, je treba nasloviti vprašanje praznih stanovanj. Definitivno, jaz tako pravim, vsako prazno stanovanje je, če se tako izrazim, greh. Je škoda, da je prazno stanovanje pri toliko ljudeh, ki iščejo stanovanje. Ampak ne moramo tega s palco reševati, ali pa samo s palco. Moramo tudi neke ukrepe, s katerimi bi pač motivirali lastnike, da oddajo. In eno je izboljšanje njihovega položaja, drugo pa je znižanje davčne obremenitve na prihodke iz najemnin, ki so eni najvišjih pri nas. In namesto, da bi jih zniževali, prejšnja vlada je naredila en korak v to smer, pa je bilo potem to spremenjeno, razveljavljeno. In po drugi strani je pri nas
bistveno preveč enostavno se izogibati temu, oddajati na črno, ker šepa naš nadzor. Šepajo tudi globe so izjemno nizke, mislim, če sem prav slišal zadnjič, so 300 evrov, ne, če te dobijo, da na črno oddajaš. Tako da cel skup teh ukrepov ali pa stanja, ki ga imamo, nekako ljudi sili v to, ne, na nek način. In mi bi problematiko praznih stanovanj naslovili z vsemi temi ukrepi in potem seveda tudi z nepremičninskim davkom, ker ne bi se več splačalo imeti praznega stanovanja. Ampak moramo prej tudi druge naloge narediti, ne kar samo z davkom, pa mislim, da bo to. Mislim pa pravzaprav, da davki ne smejo biti glavni ukrep. Lahko je pravzaprav so davki kot neka dodatna spodbuda na nek način tem lastnikom, da pravzaprav dajo to na trg, ampak mislim, da davki niso glavni ali pa ne smejo biti glavni cilj ali pa glavni ukrep, s katerim pravzaprav se želi uravnavati trg, v bistvu stanovanjski trg v Republiki Sloveniji, predvsem v krajih kot so Ljubljana, kjer je pravzaprav pomanjkanje stanovanj veliko. Ali bodo torej po vsem slišanem v tem mandatu v Državnem zboru sploh sprejeli nepremičninski davek? Ja, če ga bodo hoteli, ga bodo, ampak nekako malo dvomim, da bo vsaj v taki obliki, kot so ga predlagali zdaj, ker tudi v bistvu sami pravijo, da kaj takšnega ne bo. Poleg tega pa tudi, če jim to uspe, je treba vedeti, da imamo tukaj še Ustavno sodišče, in lahko potem podobno, kot je že pri Bratuškovi padel nepremičninski davek, bi lahko padel tudi tokrat. Glejte, zdaj, če bi se res ta zakon uvedel, ampak jaz mislim, upam, da se ne bo, ker ti ljudje se bodo začeli razburjati, ker tukaj ni samo problem, veste, tisti, ki ima 2 nepremičnine in jih dajo v najem ali pa jo drži. Imamo tudi primere, ki imajo ljudje nepremičnine, ali so starši lastniki nepremičnin, pa živijo njihovi otroci not, ali imamo mi otroke, ki imajo nepremičnine, pa živijo njihovi starši not, recimo doživljenjska pravica bivanja in tako naprej. O tem niso nič govorili. Kaj bo zdaj potem? Tem boš obračunal davek, oni najemnine ne zaračunavajo, če davka ne bo plačal, boš pa šel potem v rubež, država bo šla rubiti nepremičnino in jo prodati na tržišču. Komu jo bo prodala na tržišču, če tisti, ki jo bo kupil, bo imel novi davek? Razumete? Ker nepremičnino bo kupil nekdo, ki ima denar. Se bo tukaj pojavil problem, da tudi mlade družine, če bodo hotele kupiti nepremičnino, morajo dobiti kredit v banki. Če banke ne dajo kredita, se spet zadeva zavrti in tako naprej in tako naprej. Tako da jaz pravim, da je bila ta zadeva preveč lakomiselna. Bomo zdaj počakali, kaj bo strateški svet za davke, kakšen tekst zakona bo pripravil in ko ga bomo videli, ga bomo potem lahko komentirali. Podcast Finance. Z nasveti iz prve roke dodajamo vrednost. Ekipo tokratnega podcasta sestavljajo Tomi Gračanin, Tanja Smrekar, Jasna Špende, Maj Straus, Peter Frankl in Mladen Mikovič.